Pozdravljene, drage ljubitelice lepe besede in ostali poleg sedeči. Dobrodošli znova v rubriki Beseda tedna. Kakšen dopust je našim politikom še dopusten, se sprašuje slovenska javnost po odmevnih odkritjih, da je premier Golob skupaj s partnerko Tino in njeno prijateljico Pino 3-krat zastonj dopustoval v obmorski hiši gospoda Tomaža Subotića. Približno sočasno pa je gospoda Subotića vlada imenovala v 2 sveta javnih zdravstvenih zavodov. V kabinetu predsednika vlade trdijo, da imenovanja izkušenega poslovneža gospoda Subotića na vodilna mesta bolnišnic nikakor nista povezana z Golobovim počitnikovanjem pri prijatelju Tomažu. Konec koncev je vlada gospoda Subotića imenovala na 2 poziciji. Golob pa je pri njem počitnikoval 3-krat. Ti 2 števili se ne prekrivata. To, da Komisija za preprečevanje korupcije je primer vendarle vzela v obravnavo. Natančneje, uvedla je predhodni preizkus preverjanja morebitnih kršitev zakona. Zaenkrat torej še ne preverjajo kršitve, temveč samo predhodno preizkusno preverjajo. Sicer pa počitnikovanje v prazni hiši prijatelja, s katerim hkrati tudi poslovno sodelujemo, ni nič nenavadnega. To potrjuje tudi naš jezik, ki pozna kar nekaj izrazov nastalih iz tovrstnih izkušenj. V poslovnem oziroma korporativnem okolju se takšnim počitnicam reče korpočitnice. Obmorskemu apartmaju našega poslovnega ali političnega partnerja, v katerem tudi sami kdaj pa kdaj zastonj prespimo, rečemo apartnerma. Zastonskemu kampiranju, ki pa že kaže rahle znake korupcije, pa rečemo tudi KP kampiranje. Saj gre za kampiranje, ki bi lahko bilo zanimivo KPK-ju, če kdaj zanj slučajno izve. A pojdimo končno k besedi tedna. Počitnicam arhaično rečemo tudi ferije, kar pride iz latinščine. Zanimivo, na Hrvaškem in ponekod na Primorskem počitnicam še vedno rečejo ferije. In ker so se te premierjeve počitnice odvijale ravno na Hrvaškem, imamo tu našo novo besedo tedna. Aferije. Počitnice našega politika v tujini, ki doma sprožijo afero. Ob aktualnih praznikih si bo zagotovo marsikateri slovenski odločevalec privoščil oddih. Čas bo pokazal, ali se bo kateri izmed teh oddihov spremenil v aferije, ki so bile naša tokratna beseda tedna.